Danes je poseben dan. Danes je naš dan. S nocojšnjo predstavo vas bomo popeljali skozi življenje. Življenje, ki je polno vzponov in padcev, polno nepredvidljivih dogodkov. Z izbrano glasbo, lastno koreografijo plesnih vložkov, igrivo otroško sceno in doživitimi povezovalnimi besedami bomo pokazali, da vedno znova ostanemo. Gremo naprej in z nevidnimi niti tkemo naše poti. V Linhartovi dvorani v Radovljici je potekala osrednja prireditev ob 30-letnici šole Antona Janše, ki je v teh letih zagotovo doživela vzpone in padce, pa vedno jih je uspešno reševala. To ji želimo tudi naprej. Iskrene čestitke ob tej častitljivi 30-letnici. Franc Markelj, vi ste bil kar nekaj let ravnatelj osnovne šole Antona Janša in ta šola letos praznuje častitljivih 30 let. Kakšni so vaši spomini na ravnateljevanje? Spominov je v tem obdobju ogromno. Če se samo pomislim za nazaj, že leta 1962 sem prišel v vzgojni zavod v Kamni Gorico. Potem tam sem učil v posebno šolo, smo ustanovili posebne oddelke. Potem od tam smo nadaljevali z oddelki javnega, smo ustanovili javni zavod. Ta javni zavod je bil pa že pod prvim imenom javni zavod osnovne šole Antona Janše. Janša smo pa zbrali prav namensko zaradi tega, ker je bil to pač nekako bi rekel nek simbol našega kraja, ne. To so bili čebelarji in jaz sem vedno rekel, da naši otroci so tako kot čebelice, ne, pridni pa vse sorte je, ne, in zato dajmo ta ime. In tako je postal javni zavod Antona Janše. No, leta 2012 oziroma 2 pa 3, 2004 ja, in 3, pa je potem smo ustanovili samostojno šolo in tudi v tem obdobju, to je bilo obdobje prenove zavodov, so zavod delno prenavljali in tudi prišlo je do sprememb. Zavod je ostal kot kategorija za zmerno in težje prizadete, ter osnovna šola Janše pa za lažje prizadete, ne, pač učence s posebnimi potrebami. No in v tem obdobju je bilo kar veliko takih prijetnih dogodkov, bi rekel. V tem obdobju smo zgradili tudi telovadnico. To je bilo verjetno eno najboljših pridobitev. Saj, če se malo spomnim nazaj, kako je bilo, ko smo se pogovarjali o tem, da bi bilo dobro pisarne pa tole, pa malo razrede spremeniti, sem pa jaz zahteval, sem rekel, nobenih pisarn, nobene, to si bomo že podrenali, želim, da naredimo telovadnico. In na srečo prek Zavoda za šport Ljubljana in pa prek občinskih organov so se vsi strinjali in tako smo pridobili čudovito telovadnico za potrebe otrok. No, to je še kup takih dogodkov. To je tudi obdobje, ko smo pričeli s temi likovnimi delavnicami, ker v bližini šole smo čebelnjak postavili, ki je kopija Janševega čebelnjaka z Brezenci in
od takrat naprej smo tudi vsako leto imeli panjske končnice. To pa verjetno že poznajo ljudje, ker je na teh končnicah se je zbralo še in še različnih strokovnjakov na posameznem področju. In to je tudi eno od najlepših dogodkov tukajle, no. Pol je pa, leta so tekle, nekaj ravnateljev se je zamenjalo, na koncu sem bil pa zadnjih 15 let sem pač bil jaz ravnatelj in v tem obdobju ne morem mimo tega, da ne bi pohvalil vse te moje sodelavce, ker vse, kar smo se dogovorili, kar smo sklenili, da bo, so tudi naredili, ne. In je bilo tako prijetno druženje. Učenci so bili pridni, vsaj za naše pojme, ne so tako, drugače pa delavci so bili pa fantastični, ne. In kdaj ste se pravzaprav preselili v to šolo Antona Janše, ki še sedaj obstaja? Ja, to je pa 2-3 leta, zdaj smo imeli že 20-letnico, no zdaj pa 30-letnica, tako da še zdaj obstaja in je tudi vedno bolj moderna, vedno več Odhaja že druga ravnateljica po vam in prihaja nova? Ja, to so že take hitre spremembe. No, če pomislim, da sem pač 42 let delal na tem področju zavodov oziroma za posebne potrebe. Tako da jaz jim prav želim z veseljem in da bi čim lepše nadaljevali, da bi skrbeli za te otroke oziroma jaz mladostnike, tako da tudi starši, da bo sodelovanje še naprej med občinskimi organi, med ostalimi javnimi ustanovami, recimo kot so tudi društva, pa ne se bo to sožitje, ne se bo to krajevna skupnost, balinarski klub. Vse to je nekako šlo tudi skozi moje roke, no, v zadnjem obdobju. Še vedno rad stopite v to šolo? Ali... Ja, še vedno. Tedensko namizni tenis tam igram. Istočasno imam skupino 11 balinarjev od sožitja, ki so iz te šole. Ukvarjam se tudi tako, da sem atletski sodnik, tako da na vseh teh prireditvah specialne olimpijade sem prisoten in nekje vodim te zadeve. Tako da je kar lepo in pestro. Spomini ostajajo, leta pa tečejo. Hvala lepa. Ja, hvala. Za zaveso je okoli 100 otrok in učiteljev, ki nestrpno čakajo, da pokažejo, kaj so pripravili za vas. V dvorani je približno 2-krat toliko staršev, obiskovalcev in za šolo pomembnih ljudi, ki morda še bolj nestrpno čakate in pričakujete, kaj so pripravili. Veliko truda so vložili, vaj, usklajevanj, pa je šlo, pa ni, pa so kaj spremenili, dodali in začeli spet znova. In vadili in vadili. Tako je pač naše delo. Jelena Horvat, tudi vi odhajate iz te šole Antona Janše v zasluženi penzion, zagotovo boste še prihajala tukaj in kaj bo vas najbolj spominjalo na vaše ravnateljevanje v vseh 17 letih? Res je, jaz sem z mesecem majem že začela upokojitev. Malo sem z težkim srcem zapuščala, ker toliko let, kot sem živela s to šolo, delala s to šolo in ko se je bilo intenzivno zadnjih par mesecev, so toliko močne vezi in toliko vpetost, da je kar težko pretrgati.
ampak počasi sem se pa tudi pripravljala na to, da seveda šola gre naprej. Otroci bojo zagnano se učili in delali, seveda tudi ves kader, strokovni kader in vsi zaposleni so res dober kolektiv, tako da me prav nič ne skrbi, kako bo šola naprej delala. Ravnateljica je izkušena, je strokovno zelo dobro usposobljena, tako da nadaljujejo in da se prav nič ne bo poznalo. Verjetno pa boste tudi vi še kdaj zahajali v samo šolo, tako kot Franc Markel. Vedno in zelo rada. Zaradi tega, ker tukaj je le toliko spominov in seveda na nek način je toliko mi priraslo k srcu, da bom z veseljem spremljala vse, kar se bo v šoli dogajalo. Čestitke ob 30-letnici vsem skupaj, kolektivu in seveda mam in srečno v penzionu. Hvala lepa in naj šola dobro dela. In drugim dogodivščinam naproti. Hvala lepa. Danes smo tu, da damo posebno mesto 30 let stari šoli. Šola so ljudje. Ljudje so ustvarili to, kar danes šola si. Šola, čestitam ti za 30 let. Hrani svoje lepe spomine in lepo poskrbi, da bodo vsi srečni, zdravi in dobro. Srčno vas pozdravljam v imenu občine Radovljica in svojem imenu. Kaj naj rečem, v vseh teh 12 letih mojega županovanja lahko ugotovim, da smo mi z vašo šolo res dobro sodelovali. In sem navdušen, kakšen kader imate, kaj delate in kaj z vaših otrok potegnete. Dejstvo je, da je šola v 30 letih tudi programsko rasla, zato sem danes zelo vesel, da je z nami tudi prvi ravnatelj, gospod Markel, in sem prepričan, glede na sodelovanje, da bo tudi tako naprej. Sam sem tudi osebno velikokrat v šoli in pa seveda predvsem na prizoriščih, kjer ustvarjate. Ustvarjate tako pomembne, lepe stvari, da smo ponosni
Ne samo naša občina, med nami imamo dva gosta župana, ker smo združeni kot stara občina, vsi župani z Gornje Gorenjske, ki tudi finančno podpirajo to ustanovo. Zato vam iskreno čestitam ob 30-letnici in želim takega sodelovanja naprej. Andreja Vovk, ravnateljica šole Antona Janše. Najprej seveda čestitke ob tej izvolitvi. Prevzeli ste mesto nekje po 1. maju in nadaljujete delo, ki je bilo zastavljeno od 2 ravnateljev, ki sta že odšla. Seveda, to je tudi današnja predstava in današnja prireditev ob 30-letnici dober pokazatelj, da je delo bilo odlično, šola je odlična in tudi seveda bom se trudila peljati na takšen način tudi naprej. Zavedam pa se, da stopam velike čevlje. S čim ste se najprej soočili, ko ste stopili v to šolo Antona Janše? Z šolo sem sodelovala že prej, ker sem bila zadnja leta svetovalka na Zavodu za šolstvo za otroke s posebnimi potrebami, tako da sem strokovno že podpirala to šolo, poznam tudi delo te šole, ki je ena izmed zelo dobrih šol v Sloveniji. In kakšen projekt je tisti, ki ga zdaj najprej peljete? Peljemo več projektov z Zavodom za šolstvo in tudi drugih mednarodne projekte. Seveda to delo bomo vse nadaljevali in peljali tudi naprej. Iskrene čestitke celotnemu kolektivu ob tej čudoviti prireditvi. Najlepša hvala. Župan občine Gorje Peter Torkar, ogledali ste se to čudovito prireditev ob 30-letnici šole Antona Janše. Kaj bi lahko rekli po tem sklepnem dejanju?
zares čudovita prireditev in poklon v mojem imenu in v imenu občine Gorje. Namreč vseh 30 let je bilo veliko vloženega trdega dela vodstva osnovne šole Antona Janše, vseh učiteljev in učiteljic, vseh staršev, otrok in pa ne nazadnje so tudi otroci tisti mozaik, tisti kamenčki v mozaiku, ki so gradili trdne temelje stebru, na katerega se lahko opremo. In kakšno je sodelovanje občina Gorje z šolo Antona Janše? Torej, od vsega začetka, od vse ustanovitve občine Gorje od leta 2006 stvorno sodelujemo s osnovno šolo Antona Janše, tako kot sodelujejo vse občine v upravni enoti Radovljica, torej občina Bohinj, občina Bled, občina Gorje in pa ustanoviteljica občina Radovljice. Moram reči, da je tako šolo imeti blizu občine kar privilegij.